sem Petra Škarja in pred kratkim sem bila v Šmarju pri Jelšah, kjer so me tako lepo sprejeli in upam, da bom lahko še kdaj se oglasila pri vas. Zdaj v tem času korone, ko ne moramo imeti fizičnih stikov, pa takole malo kompenziramo z virtualnim svetom. Se vem, ni isto, ampak mogoče čar ravno v tem, da je pa malo drugače. V tem času, tem hecnem korona času, sem se spomnila na enega dogodka v Burmi, ko sem se pogovarjala z menihom in bi vam rada prebrala ta del. To je iz knjige Najdi svojo srečo in mir. Pravi pa tako. Tja sem šla pač v Burmo se naučiti kaj zanimivega od menihov in ena od lepih stvari je bilo to, ko mi je menih rekel, da nikoli nisem zadovoljna z nobeno stvarjo, da mi vedno nekaj manjka. In pravi takole. Menih v Burmi. Veš, kaj je po mojem mnenju največje breme, ki ga nosite ljudje? Vedno vam nekaj manjka. Niste zadovoljni s trenutno situacijo? Manjka služba, potem boš zadovoljen. Dobiš službo, pa si rečeš, manjka mi partner, potem bom zadovoljen. Dobiš partnerja, pa rečeš, manjka mi hiša, potem bom zadovoljen. Dobiš hišo in rečeš, manjka mi časa in potem bom zadovoljen. Ja, zdaj mi manjkajo otroci in potem bom zadovoljen. Dobiš otroka in rečeš, manjka mi denar in tako naprej in tako naprej. Vedno nekaj pogrešate, ne glede na to, kdo ste, kje ste, kaj delate, kaj imate in česa nimate. Vedno imate to praznino in obenem potrebo po zapolnitvi te boleče praznine. Težava ni v tem, da bi res kaj manjkalo, temveč v stanju duha, usmerjenega v nezadovoljstvo trenutne situacije. In tako stanje duha je vedno v pomanjkanju nečesa, vedno išče in tudi najde neko praznino, ne glede na dejansko stanje. Zato se večina ljudi vse življenje žene za zapolnitvijo te praznine, a takoj, ko jo zapolnijo, se pokaže nova. Svoje delo usmerjajo tja, kjer ni rešitve. In potem se vprašam meniha, kje bi bila rešitev? In on pravi, spremenite stanje zavedanja, stanje duha. To je v zahodnem svetu težje, ker vsa okolica deluje na način, da te nenehno spominja in ti ustvarja ter poglablja to praznino. Če je nimaš, ti jo ustvarijo. Če jo imaš, te pa nenehno spominjajo nanjo. Ko jo polniš, ti pokažejo drugo. Potem se vprašam meniha, kako to mislite? Kdo to dela? Kdo ustvarja to praznino? In on odgovori. Že vsakdanji filmi, oglasi, vsa trgovina in gospodarstvo. Vedno so korak pred tem, kar je človek zmožen doseči, da lahko držijo v stanju pomanjkanja in v iskanju te praznine, da bi dosegli še več. In ko bodo ljudje dosegli ta več, bo gospodarstvo korak pred tem ustvarjalo bo že novo praznino in jo zasejalo med ljudi. Tako zahodni svet vrti svoje kolo vedno hitrejše rasti in razvoja. Kolo, ki za sabo pušča odtise stresa, napetosti in nemernega duha v ljudeh. Ljudje pa živijo v nikoli uresničeni misli, ko bom imel, bom srečen. Napaka. Sreča ni nekaj, kar bi se lahko pridobilo v povezavi z nečem zunanjim. Srečo lahko najdeš le znotraj sebe. In vedno je dosegljiva zgolj tukaj, v tem trenutku. Nikoli v prihodnosti. Pa čeprav imamo koronavirus. Upam, da vam je bilo všeč in da čim bolj preživljate ta svoj čas in se veselim, ko se ponovno srečamo v Šmarju pri Jelšah.